Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z režiserjem. Tokratna tema pa je, kako kar najbolje zjutraj pričeti svoj dan, glede na vaš rojstni dan. Torej, naredila bom le kratek uvod, potem pa se bomo kar takoj letili pregled od 1 do 9. Vemo, da poznamo 5 osebnih numeroloških števil, katera se izračunajo iz imena in priimka, se pravi iz črk, ki jih spremenimo v številke, imena in priimka kot ob rojstvu in rojstnega datuma. Nekatera števila, kot denimo število duše, zahtevajo samo naše samoglasnike, drugi soglasnike, se pravi, imamo različne formule. Torej, če je seštevek vašega rojstnega datuma, denimo 4, to pomeni, da ste bitje lutine, da mogoče zjutraj tudi malo dalj časa rabite, da zalaufate. Število življenjske poti sicer razlaga naše talente, darove, opisuje, kako se mi obnašamo znotraj tistih odnosov, ki so pogosti, ampak niso nujno globoki. Se pravi, veliko informacij dobiva v našem številu rojstnega datuma, ampak o tem drugič. Se pravi, denimo, da ste štirka in zjutraj rabite malo svojega časa, niste človek, ki bi bil zelo impulziven. Če imate ostala osebna števila, pa denimo taka, da so zelo dinamična, da so zelo odzivna, da so mogoče celo malo histerična. V tem primeru seveda ne bo za prmej kot prbito držalo za vas, da zjutraj pa rabite pol ure, da se sploh zbudite. Torej, če slučajno sebe ne najdete v svojem številu življenjske poti, se pa najdete v neki drugi številki, vam jaz garantiram, da če greste pogledati oddajo, kako zračunati vsa svoja osebna števila, boste odkrili, da imate ta števila, se pravi, te seštevke nekod drugod kar močno prisotne. Ampak, kako sem zakomplicirala takoj za začetek, vsekakor pa število življenjske poti, kot seštevek našega rojstnega datuma, nam razloži marsikaj. Se pravi, če se zdaj kar lotimo, jaz upam, da ste že sešteli, toliko časa seštevamo svoj rojstni datum, da dobimo eno cifro, se pravi, to, kot se ne bomo poglabljali v mojstrska števila, v karmična števila, ampak samo v zadnji seštevek. Drage enkice, ja, ste hitra bitja, se pravi, jaz si vas predstavljam, da iz postelje se kar izstrelite, včasih celo malo bolj pozno zaspite, se pravi, jutra znajo biti počasna, kadar ste vi dejansko že malo proti prazni bateriji. Se pravi, če imate občutek zjutraj, da težko se dvignete iz postelje, da niste ta pravi zjutraj, da nimate neke vizije, kaj v dnevu, bum, crubum, 1, 2, 3 moram zdaj narediti, pomeni, da ali niste na svoji pravi poti, in tisto tekom dneva, kar je potrebno narediti, vam ne sede. Ali pa dejansko govorimo o tem, da se bližate k fizični izgorelosti. Torej, malček opozorila, vi ste tiste osebe, ki zjutraj na polno naj bi delovale, tudi sicer tekom dneva bi mogli imeti kar veliko fizične energije. Torej, če kadarkoli imate občutek, da nekako delujete z ročno zavoro, je to definitivno opozorilo. Moj nasvet za dober začetek dneva je, jutro se prične zvečer, se pravi, prej spat, paziti, kaj vnašate v svoje telo, kajti vi že sami po sebi imate veliko energije, se pravi, neka dodatna kava ob 7 zvečer, po vsej verjetnosti tudi, če vas ne bo nekako obdržalo odprtih oči, bo pa sigurno negativno vplivala na vaš spanec, kar sicer velja za vse nas. Ampak, če nekdo zjutraj rabi še malo več pomoči pri zbujanju, ni to nič nenavadnega za to osebo, za vas pa je to nekako, bom rekla, red flag. Se pravi, zvečer stvari umirjati, sebe pripravljati na spanje in zjutraj si vzeti dovolj časa. Jaz si mislim, da kar velik procent enkic zjutraj leti skozi vrata ven zadnjo minuto. Število življenjske poti 2. Drage moje dvojkice, ste bitja bližine, ste bitja druženja, ste bitja, ki se zelo radi prilagajate drugim osebam, naj bodo jutra vaša. A veste, tiste, ki imajo denimo seštevek 7, imajo zelo radi zjutraj svoj mir, pa tudi štirke. Za vas pa to pomeni, da bi se najraje vi pa šestke, pa devetke, pa trojke zbudile v objemu svojih najdražjih. Torej, zjutraj si namenite čas za pozitiven samogovor sami s seboj. Da sami sebi poveste, da se imate radi, da ste super, točno takšni, kot ste. In predvsem, da sebe postavite, kot radi rečemo, na enakovredno mesto. Dvojkice ste znani po temu, da se radi prilagodite, celo podredite tistim, ki jih imate radi. Dajte začenjati svoj dan obratno. Začnite svoj dan z nekim prijetnim pogovorom sami s seboj. Če to pomeni, da boste mogli za to pol urce prej vstati, pa si skuhati kavico, čajček, smuti pripraviti, zato da boste imeli nekaj minut časa za sebe, kvalitetnih minut časa za sebe, naj vam to ne bo škoda. Tiste prve jutranje ure so resnično pomembne, so resnično tiste, ki nam omogočajo pristno povezavo samim seboj, za izziv
Za največji izziv pri dvojkici pa vemo, da gre ravno v tem primeru za to, da velikokrat pozabimo definirati sami sebe in se definiramo z pričakovanji, željami, hrepenenji drugih. Se pravi, naj bo jutro vaše. Število življenjske poti 3. Drage moje trojkice, ste ustvarjalna bitja, bitja domišljije, bitja trenutka. Se pravi, naj bojo jutra barvita, naj bojo jutra opremljena s kvalitetnim zajtrkom, preden vaša bujna domišljija, igrivost, navihanost, ustvarjalnost, umetniška dušica odletita preko poljan ustvarjanja v novi dan. Vzemite si čas za to, da začnete dan zdravo. Nočem reči, da sicer ne živite zdravo, pa predvsem zato, da se povežete s seboj in z materjo zemljo. Trojkice imate bujno domišljijo, vidite nekaj lepega v vsaki pikapolonici, v vsakem sončnem vzhodu, sončnem zahodu. Zato so ti trenutki toliko bolj dragoceni za vas, kajti resnično znate prepoznati lepoto, ki jo vidimo v naravi, ki nam lahko polepša vsak trenutek dneva. Naj bodo tisti prvi trenutki v dnevu namenjeni točno temu. Napolnite svoje srce, napolnite svoj napolnite čašo, ki ste vi, z lepoto. To je za vas zelo pomembno, tudi za šestice, denimo. Pravi, s tem boste celoten dan, ko boste napolnili jutro z lepoto, z nečim lepim, z nekim lepim sončnim vzhodom, sliko cvetlic, nečim, kar je vam lepo in prijetno, ton celotnemu dnevu boste tako dali, se pravi, neko noto boste dali vaši domišljiji, neko čisto drugačno usmeritev, kot če se boste zjutraj zbudili in boste začeli razmišljati, ne vem, kaj ne oblečem za službo, križ me boli, una bo spet zoprna, tam mi bo spet težil, to moram narediti, tega nisem naredil in tako naprej. Naj bo jutro namenjeno nečemu resnično lepemu. Število življenjske poti 4 vas smo že omenjali, se pravi, vi zjutraj potrebujete svoj mir, včasih malo težje ali malo bolj počasi zakurbljate, podobno velja tudi za 7-ke. Torej, naj bojo jutra rutinska. Se pravi, zjutraj vstanete, si skuhate, ne vem, čaj, kavo, smuti, vodo pijete, limonado pijete, karkoli že. Naj se jutro prične zdravo in vedno enako. Zelo, zelo dobrodošlo je, da se tudi prične vsako jutro ob isti uri. In zdaj mi boste rekli, ja, valjda, Lili, se zjutraj, ko gremo v službo, mi vsak jutr isto budilka zvoni. No, mnogo raziskav dokazuje, da tudi če čez vikend naštimamo budilko, pa se čeprav samo zbudimo, gremo lulat pa nazaj spat, ali zgor obrnemo na drugo stran, da to pomaga naši podzavesti, našemu bioritmu in nenazadnje nam samim pri temu, da v ponedeljek se ne počutimo, kot da nas je zbil vlak, ker je treba spet zgodaj vstati. Se pravi, za vas je to še posebej priporočljivo, da se dan prične na enak način ob isti uri z neko rutino in za vas je še posebej priporočljivo, da si to, kar boste oblekli, to, kar potrebujete za službo ali obveznosti pred vami v naslednjem dnevu, pripravite zvečer. No, to bi zelo težko držalo za petke. Petke vemo, da so dinamične, da so turbulentne in tudi petke verjamem, da grejo zadnjo minuto skozi vrata in da mogoče tudi vstanejo zadnjo minuto, se pravi, da je vaša budilka naštima na 15 minut, preden greste doma. No, se veste, kaj bom rekla, to, da smo vedno v neki naglici, absolutno ni dober začetek dneva, tako da vsaj tako zelo zgodaj, ta budilka zazvoni, danes mi nekaj ne grejo besede pravilne iz ust, vsaj tako zgodaj budilka zazvoni, da se imate čas v miru urediti, da se imate čas pa pogledati v ogledalo, preden zdirjate skozi vrata v nove izzive, v nove priložnosti, v novo raziskovanje dneva. Podobno tudi za vas, tako kot za enke velja, pa tudi za 8-ke, če ste zjutraj potovčeni, bi naj rekla. Če imate zjutraj občutek, da na vas vlak stoji, pomeni, da nekaj v vaši življenjski zgodbi ne pelje tja, kamor si vi želite in kamor naj bi. Torej, drage moje petke, moj napotek za vas bi bil podobno kot tudi za 4-ke, pripraviti si stvari zvečer, tako boste optimizirali svoje jutro in resnično lahko položali do zadnje minute, absolutno pa tisto zadnjo minuto, vsaj za 5-10 minut malo prej postaviti, da ne pričnete dneva z dirkanjem. Se mi zdi, to je zelo pomembno. Vi ste bitja, ki imate radi spontanost, ki imate radi dinamiko, ki bi se super verjetno počutili na urgenci, ko je vedno treba na nekaj hitro odreagirati, ampak kadar je tega preveč, a veste, je to tudi stres. In je to negativen stres, ki ga ne potrebujemo. Se pravi, jutra umirjati in s tem nekako to harmonizirati.
Število življenjske poti 6, šestice slovite po domačnosti, po lepoti doma, po domače pečenih piškotih. Torej, jaz si mislim, da jutra naj bi bila lepa. V smislu, da si skuhate kavico, zraven postrežete rogljiček, da pričnete jutro na lep način. Predvsem, drage moje dame, jutro je, ko se mi ličimo, oblačimo, rihtamo, vzemite si čas za sebe. Jaz vam garantiram, to sicer za vsako žensko velja, ampak za vas, šestke, pa tudi za trojke še posebno, če se ve počutite lepe in urejene, že zjutraj bo dan zelo drugačen, kot če se boste samo oblekli in šli, ker greste itak v službo in za službo je pa vse v redu. Ali pa samo v štacuno, ali pa samo psa vam peljati. Pravi, ta občutek, da ste se uredili, da ste nekaj dali na sebe. Spomnimo se, da največji cilj šestice je ravno ljubezen do sebe. Se pravi, jutro naj bo namenjeno pozitivnemu samogovoru, naj bo namenjeno afirmacijam, naj bo namenjeno vašemu odnosu do sebe in olepševanju vas, karkoli to pomeni. Za nekoga to pomeni, da bo zjutraj vzel kolagen proti gubam, za nekoga pa to pomeni, da bo zjutraj likal srajco 15krat, da bo potem resnično tako, kot je treba, lepa. Vi presodite, kaj tisto, kar je za vas najbolj pomembno, važno pa je, da se počutite lepe in urejeni. Število življenjske poti 7, drage moje sedmice, če pa kdo zjutraj rabi tišino, ste pa to ve. Načeloma ste tip človeka, ki kadar je, bom rekel, preobremenjen, da ne rečem skurjen, se nekako odmaknete v svojo jamo, rabite svoj mir, rabite svoj čas, rabite svoj odmik, rabite dobesedno tišino in tudi vaše baterije se daleč najbolj napolnijo v naravi in z meditacijo. Torej, za vas še posebej velja, da jutra naj bodo namenjene točno temu. Če je le možno, pejte na sprehod v naravo. Če je le možno, objemite drevo. Če je le možno, meditirajte zjutraj. Se pravi, naj se dan prične intelektualno, umirjeno, ampak absolutno s poudarkom na vašem umu, na vašem razumu in notranji umirjenosti. Za nekoga je to lahko tudi jutranje prhanje, v katerem si izreče nekaj lepih afirmacij, se objame, se v miru uredi za dan, ki prihaja. Za mnoga je to tista tišina, ko zjutraj skuhate kavico in se sami s svojimi mislimi in pogledate v nebo. Kot pa sem rekla, daleč najbolj bi vam koristila zjutraj meditacija, če je le možno, sredi sprehoda v naravi, če se le da, mogoče pa si vsaj tekom vikenda to privoščite, absolutno pa tudi zvečer, najbolje si pripravite na jutro, ki prihaja s tem, da si zvečer privoščite povezovanje s sončnim zahodom. Dobro vemo, kako zelo te barve nekako sklajujejo in harmonizirajo naše čakre, torej za vas je pomembno, da greste spat umirjenih misli, ker vsi dobro vemo, da 7 simbolizira tuhtanje, analiziranje in veliko sedmic poznam, ki zvečer težko zaspijo, ker vedno nekaj melajo in študirajo in preden vse zanalizirajo, je ura 2. Torej, v easy z umom. Število življenjske poti 8, za vas podobno velja kot za enke, ste energični, zjutraj bi mogli imeti kar nekaj energije, zjutraj je tisti čas, v katerem daleč najlažje organizirate svoj dan, se pravi, vi pa ste tiste osebe, ki si boste skuhali kavico, se usedli in si napisali, danes moram narediti to, pa to, pa to, pa to, poklica tega, pa tega, pa tega in tako naprej. Se pravi, ta to-do list je načeloma najbolj produktiven zjutraj. In pa vedno iščite načine, kako biti bolj učinkoviti. Se pravi, jaz verjamem, da zjutraj medtem, ko si perete zobe, si lahko zraven še, ne vem, z nogami pomagate pomesti po tleh, kako ne, primeren primer. Se pravi, verjamem, da že zjutraj multitaskirate, zato bi vas opozorila, da to ni najboljši začetek dneva, razen kadar je to resnično potrebno, imate neke obveznosti, ste pozni in tako, ampak ne sebe že zjutraj rukniti v stres, preobremenitve, tega, da z eno roko delate to obveznost in neko nalogo in z drugo nekaj drugega, zelo ne multitaskirati zjutraj, dovolj bo cel dan še za to, da boste 6 stvari naenkrat počeli. Naj bo jutro, se pravi, usmerjeno v produktivnost, kaj ja, kaj ne, kaj je danes na sporedu, česa se boste lotili, kaj boste mogoče pustili za kak drugi dan, kaj je tisto, kar morda ni najbolj nujno, pa bi bilo fino, da bi naredili, se pravi, da popredalčkate svoje obveznosti, želje, naloge in vse to, kar naj bi dan prinesel na miren način. Okay. Drage moje osemke, znate biti zelo dobro organizirane in učinkovite in enkrat, ko se zaženete, 1, 2, 3 stvari postorite, ampak naj bo jutro namenjeno res tistih nekaj trenutkov umirjene energije, da bo potem vse lažje teklo. In še število življenjske poti 9, drage moje devetke, za vas pa velja, da zjutraj si vzemite čas zase in da dejansko greste vase.
Spravi, devetka ste tiste, ki simbolizirate globalno energijo, povezanost po svetu. Učite se razlikovati, kaj je tisto, kar je dobro, kar sprejemate in kaj je tisto, kar morda ni potrebno sprejeti. In če dan pričnete na način, da ste umirjeni, če dan pričnete na način, da se povezujete s seboj, s svojim bistvom, da si rečete lepe 2-3 besede, da razmišljate o svojem poslanstvu, o tem, komu ste pomagali, kaj bi še lahko naredili, kako ste lahko še bolj humanitarni. A veste, ko ste vi v svojem centru, tekom dneva, bo mnogo manj ljudi, ki računa na vašo humanitarnost, se pravi ljudje, ki uživajo v vlogi žrtve, ljudje, ki se radi smilijo sami sebe in tako naprej, ki izkoriščajo vašo dobroto. Vsi ti ljudje bodo tekom dneva težje prišli do vašega bistva in do tega, da bi vas zmanipulirali, če boste vi dan pričeli na način, da boste postavili sebe v osrčje svojega življenja, svojo energijo v osrčje svojega življenja in če boste razmišljali o tem, kaj vi sprejemate, kajti potem se boste na popolnoma drugačen način lahko tekom celega dneva naprej razdajali. Ko boste zjutraj svojo čašo napolnili, ko se boste spomnili, kje so vaše meje, kaj je vaše poslanstvo, katere stvari so vam pomembne, da nima to so za mene živali, okolje, indijanci, človekove pravice. Se pravi, ko imate jasno definirano, kaj je tisto, kjer želite pomagati, boste tudi energijo usmerili v tiste situacije in priložnosti, kjer to dejansko lahko storite in bo tako avtomatsko manj prostora za vse tiste, ki bi želeli vašo energijo srkati in izkoriščati. Takole, dragi moji, to je bil pregled od 1 do 9. Jaz verjamem, da smo se v vsaki razlagi malo našli. Jaz verjamem, da vsako jutro je lahko drugačno od prejšnjega. Jaz moram reči, v temole muhastemu vremenu, zadnje čase, ko zjutraj vidim, da je sonce, je moja prva misel ven. Rabim iti hoditi, rabim se iti zmigati, želim si tja med drevesa, sonček pogledati in ptičke poslušati, predvsem v tem dežju, ko je bilo tako malo dni, ko je bilo resnično lepo vreme, takrat, ko bi človek lahko šel ven in kaj naredil. Pa je vseeno razlika, ali dan začnemo tako, da si ga posvetimo sebi, tudi če to pomeni, da ostanemo malo bolj zgodaj, tudi če to pomeni, da malo skrajšamo svoj spanec. Jaz se pred leti spomnim, knjiga od Marie Forleo me je tako zelo fascinirala, da sem vstajala ob 4 zjutraj, da sem do 6 zjutraj, ko je bilo treba začeti biti pa aktiven, že nekaj prebrala. Tako da moram reči, da tiste stvari, ki so nam pomembne, jaz mislim, da kar same zauzamejo tista najbolj ključna mesta v našem življenju, kar je popolnoma logično. Mnogokrat pa pozabimo, kako zelo pomemben čas v dnevu je jutro, kako zelo pomemben čas v dnevu je ta pričetek, ko zakurbljamo, ko sebe postavimo, kako zelo pomembno je, da začnemo na lep način. Dragi moji, današnja oddaja je malo krajša, nisem veliko filozofirala, želim vam čudovit teden in se vidimo naslednji ponedeljek.